Evropa je zdaj pravzaprav tudi na neki pomembni prelomnici. Upanje je, da potem, ko bomo nekje spravili pod streho medsebojno pogodbo, da se bo Evropa nehala ukvarjati sama s seboj in se bo dejansko postavila na čelo sveta, na čelo globalizacije. Na idejni plati se pravzaprav tja že postavlja s pomembnimi pobudami na področju okolja. Evropa je zgled, kako se rešujejo spori med državami, Evropa je zgled, kako se skrbi za kvaliteto življenja in sociale, vendar nič od tega ne bo pomagalo, če seveda Evropa ne bo imela razvitega gospodarstva, dinamičnega tekmovalnega gospodarstva in seveda so informacijske in komunikacijske tehnologije tiste, ki danes diktirajo razvoj. Ugotavljamo, da je treba več narediti na področju podjetniške kulture, na področju ustvarjalnosti, inovativnosti. Več poguma je potrebnega pri zagotavljanju financiranja majhnih in srednjih podjetij, namreč tehnološki preboj, kot dostikrat govorim, se ne dogaja znotraj velikih podjetij, ki imajo neke izdelane poslovne modele, prinašajo jih zelo majhna podjetja, ki dobijo denar, ki dobijo kadre za to, da zelo hitro rastejo, se postavijo potem morda na svoje noge ali pa s svojim portfeljem obogatijo kakšno od obstoječih podjetij. Ključen pogoj za vse te tri parametre v internetski ekonomiji, ključni pogoji so pravzaprav trije. Prvi pogoj je, da se pusti na internetu, da se zadeve razvijajo v okolju čim večje svobode, to pa pomeni tudi čim večje tekmovalnosti, da skratka regulatorji poskrbijo za to, da imajo dejansko vsi enake možnosti. In tretja taka komponenta je pa seveda vrhunska internetska infrastruktura, torej zagotovitev širokopasovnih povezav v mestih, v ruralnih področjih, hitrih širokopasovnih povezav tudi medkrajevno oziroma meddržavno. Tukaj je treba pravzaprav zavzeti podobno politiko, kot jo države zavzemajo pri drugi infrastrukturi. Država postavi ceste, ne ukvarja se, ali je ob cesti črpalka, hotel, trgovina ali pa tovarna. Podobno velja za IP infrastrukturo. Treba jo izpostaviti, potem pa pustiti idejam, podjetnikom, malim in srednjim podjetjem na internetu, da jo čim bolje izkoristijo v medsebojnem tekmovanju, kreirajo nove ideje in nove storitve. V zvezi z medgeneracijskim dialogom morda samo zanimiva anekdota. Jaz sem bil pred približno enim tednom v Italiji, kjer smo ugotavljali, da je pravzaprav internet dejansko obrnil stvari na glavo. Tam je še veliko sivih glav na odločujočih vodilnih mestih, ampak tisto, kar se je s to novo tehnologijo zgodilo, je pa prav to, da so mlajši z tehnologijo, z idejami okrepljeni, pravzaprav dobili priložnost. Države veliko delajo na promociji interneta, podobnih tehnologij. V službi vlade za razvoj spremljamo naprimer te velike resolucijske projekte, ki se jih je kolega Bizjak že malo dotaknil, in tukaj država poskuša ustvarjati pogoje za razcvet te ekonomije s projektom širokopasovne mreže, s projektom e-vladanja, e-zdravja, e-zakonodaje in seveda za digitalizacijo, ki se dogaja na robu centralne in tehnične knjižnice. Tako da mislim, da imamo možnosti, da pravzaprav gre tudi Slovenija po poti nekaterih drugih evropskih držav in postane nek vodilni ponudnik storitev na tem področju.